Na začetku je bila beseda. Iskreno pozdravljeni in dobrodošli, spoštovani gledalci, cenjene gledalke, tudi v današnjih popotniških razglednicah. Ptico vedno spoznaš po petju in tako bomo danes spoznavali oziroma razkrivali čudovitost ptic, ki s svojimi razprtimi krili takole letijo vsepovsod, ali med besedami, ali po zraku, ali po cesti, ali kakorkoli. V našem studiu imamo posebno gostjo, ki bo s svojim poletom, svojim izrazom in ljubeznijo do lepega povedala vse tisto, kar lahko človek doživi takrat, ko si res nekaj resnično želi. Lepo in iskreno pozdravljam našo gostjo, gospo Nado Mulej. Dober dan, hvala za ta poetičen uvod. Ja, gospa Nada, takole, da našim gledalcem razložim, je profesorica slovenistike in je tudi trenerka neurolingvističnega programiranja. Tako zapleteno je tole drugo, a nam lahko malce razložite, gospa Nada? Ja, ker nisem danes s tem namenom tukaj, bom res kratka. Neurolingvistično programiranje je zame tudi še po 25 letih, odkar se z njim ukvarjam, najučinkovitejša metoda komuniciranja, osebnostne rasti, tudi učenja, in zato to metodo toliko časa uporabljam, učim in tudi živim. Gospa Nada, vi ste učili in še učite celo življenje pravzaprav. Ja. Nam razložite to pot učenja, kako je potekala? Res je, jaz mislim, da mi je bilo to učenje kar položeno v gene ali pa v zibelko, zato ker sem, tako če bi vprašali mojo mamo, kaj sem počela kot 5-letna deklica, bi rekla, da sem brala, da sem se igrala šolo, da sem bila bolj poseben otrok ravno v tem smislu, da sem se vedno znala sama ukvarjati z nečim, da sem pisala, brala, se učila in potem, ko je moj oče kupil prvi avto, tudi potovala. Sicer pa sem v življenju zares učila vse razen vrtca, to rada povem, ker sem začela svojo kariero na osnovni šoli, čisto za kratek čas, tako da lahko rečem, da poznam tudi to plat šolskega sistema izobraževanja, potem učila na srednji šoli in večino svojega časa, večino svoje kariere pa res posvečam učenju in izobraževanju odraslih, kjer delam seveda še zdaj. Pa tudi to učenje, ki ste ga sedaj opisali, ima neko specifičnost, neko posebnost, ker imate potem v svojem obsegu prenašanja znanja različne ljudi, starostne skupine, možnosti. In ali je človek ves čas svojega življenja enako odprt za učenje ali se to kaj razlikuje glede starosti? Ja, moje življenjsko poslanstvo je v tem, da odkrivam, kako se ljudje učimo, in jaz verjamem, da se učimo vse življenje. Veste, tudi zdaj, ne glede na leta, ne glede na starost, jaz verjamem, da dokler se učimo, smo živi in smo tudi mladi. Ko se nehamo učiti, potem najbrž počasi usihamo. Zato je meni to učenje odraslih tako pri srcu, ker je neverjetno, kako ljudje lahko tudi v zrelih letih odkrijejo svoje potenciale, tudi take, ki jih morda prej niso. Ne vem, morda kdo začne slikati, pisati, tisti svoj kreativni del, ki ga je marsikdo gojil ali pa ga je zelo mogoče intenzivno uporabljal kot otrok, pa ga je potem zaradi preživetvenih strategij nehal. In mene zanimajo pač ljudje v vseh starostnih obdobjih, posebej pa, kot sem rekla, odrasli, zato ker ko se odrasli odločijo, da se bojo nekaj naučili, znajo biti zelo motivirani, zelo navdušujoči, zelo skratka aktivni in
zato je tak užitek z njimi delati. In vi tudi na svoj način pomagate z raznimi učbeniki, svojimi knjigami, ker na vse zadnje imate tudi svojo takšno dejavnost, ki vse to nekako podpira, krepi in ljudje potem verjetno tudi preko vas lahko pridejo do različnih možnosti izobraževanja, učenja in vašo bogato ustvarjanje je pravzaprav tisto, kar tudi vas nekako zelo bogati. Res je, da želim svojim udeležencem, odraslim udeležencem ponuditi vse, kar je mogoče, se pravi ne samo delavnic ali individualnih svetovanj, coachingov, ampak tudi literaturo, ki gre k temu. Zato sem en del svoje dejavnosti posvetila založništvu, ker je moja stroka seveda slovenistična. Se nisem mogla upreti, da ne bi tudi sama kaj prevedla, napisala, včasih tudi lektoriram, tako recimo tudi kakšne svojim učencem, ki so hodili pred leti na moje izobraževanja, pomagam izdati knjige, jim dajem kakšne strokovne napotke, tudi lektoriram, kar nekaj svojim učencem. Sem že pomagala, da so tudi sami izdali knjige, kot recimo tale knjiga Nevronačela vodenja. To je knjiga enega mojega učenca, študenta ekonomije. In to me navdušuje, ko lahko druge navdihujem za učenje. Ja, zelo lepo, ampak vaša ljubezen so tudi potovanja, kot ste že sami rekli, že kot deklica ste bili odprti, radovedni, odkrivali okolico in potem še širši svet. In midve v naših današnjih popotniških razglednicah pravzaprav stopava na eno posebno pot, ki je povezana z ribiči. Naj bo to malce sedaj še takole skrivnostno, ampak ribiči so vedno ljudje odprtega duha, zaupljivi, verjamejo v neko svojo moč, sposobnost, si upajo in tako ste tudi vi snovali željo po takšni poti. Nam poveste malce bolj natančno, kdaj se vam je porodila ta želja in kako ste jo potem krepili do realizacije? Ja, pred kakšne pol leta mi je, ne vem, odkot prišla na misel ideja, da bi tudi jaz šla, da bi jaz tudi poskusila eno tako pešpot. Veste, da danes mnogi ljudje grejo na Camino iz različnih razlogov. Z mnogimi sem se pogovarjala in eni so rekli, doživel sem globoko osebno spremembo, drugi so rekli, jaz sem šel samo zato, da se mi kaj na poti zanimivega zgodi, tretji so rekli, hočem pustiti vse za seboj in grem hoditi to pot in videti, koliko lahko zdržim. Za četrte je bila to čisto duhovna izkušnja. Jaz sem pa rekla, želim na pot, kjer bom v popolnem stiku z naravo, kjer bom sama s seboj, kjer bom morda tudi dobila kakšen navdih za kaj, kar počnem, morda kakšen premislek o sebi, o svoji nadaljnji poti. Predvsem pa jaz grem vedno na potovanja, vedno me očara narava in ljudje. In Portugalsko sem v bistvu že poznala, ampak ne tega dela, kjer sem bila. In nikoli še nisem šla na počitnice hoditi. Pravzaprav prej, ko sem imela manjše otroke, sem junija komaj čakala, da mi vse pade dol, da lahko se uležem na plažo in končno dam možgane na pašo in se ni treba truditi nič. Zdaj pa v teh letih sem pa, seveda v teh letih, ko smo pa morda včasih, če smo zelo zaposleni, pride trenutek, ko ugotovimo, saj ni nujno, da smo ravno že v drugi polovici življenja, morda se to dogaja tudi komu, ki je mlajši, da v nekem trenutku damo svoje očala v hladilnik namesto na omarico, da morda svojega kužka pokličemo z imenom svojega brata in takrat veš, da je čas za prekinitev, čas, da spremeniš sceno, da spremeniš zgodbo, v kateri se vrtiš ves čas in kakor seveda uživam pri delu z ljudmi včasih, zato, da se spet vrnem k sebi, rabim en svoj mir oziroma neko spremembo in najlažje to narediš in jaz zelo pogosto to naredim v določenih obdobjih življenja, grem na neko potovanje. In seveda potovanja nas vedno spreminjajo, vedno pridemo nazaj drugačni, kot smo šli. In zato hodim jaz ponavadi tja, kjer še nisem bila, le redko se vračam na eno mesto.
Na Portugalskem sem že bila, ampak nikoli tam ob obali in seveda nikoli še nisem bila na počitnicah, kjer 8 ur na dan hodiš. In mene je preprosto zanimalo, a moje telo prenese nekaj takega, glede na to, da nisem prav veliko aktivna ali pa trenirana. Vprašala sem se, kako se bom znašla v tej malce zapleteni logistiki. Na vse zadnje tako potovanje ni tako, da te kar dostavijo na izhodiščno točko in te pridejo iskat, ampak se je treba vmes znajti in se zorganizirati. In to je seveda za naše možgane, ki grejo čez drugo polovico življenjskega obdobja, zelo koristno, ker je treba res biti popolnoma tu in zdaj, popolnoma povezati se z okoljem, z ljudmi in moram reči, da sem bila navdušena nad seboj in nad vsem, kar se mi je tam zgodilo, ker se vse 100% ujemalo oziroma nikjer ni bilo na nobeni točki nikakršnih težav. Zato pot sem se odločila, ker sem našla na spletu to informacijo, da je ta okrog 125 km dolga obalna pot ob portugalski obali, nekje na sredi med Lizbono in Farom, tem južnim delom, ki je bolj turističen. In seveda ugotovila sem tudi, ko sem prebrala vse komentarje na spletu o tem, da tam ni nobenega slovenskega komentarja in jaz grem rada tja, kamor ne gre večina v življenju in tudi, ko potujem. In potem, ko sem to prebrala, ob vsaki novi informaciji me je to kar obsedalo, tako rekoč. Po noči sem sanjala o tem, gledala po spletu, brala, vse možne informacije sem zbrala in že sama spletna stran te njihove, torej te turistične organizacije njihove, ki se imenuje Rota Vicentina, tako kot se tudi imenuje ta pot, ki je dokaj mlada, nekaj let stara, zgrajena s evropskimi sredstvi. In spletna stran, moram reči, me je navdušila, ker je bilo gor toliko informacij, da sem rekla, če tole vse drži, potem ne more iti nič narobe. Ampak nekaj me je skrbelo, tam je pisalo na nekaterih odsekih poti, da je dokaj zahtevna. In seveda jaz nisem vedela, kaj to pomeni zahtevna, ker sem videla tam visoke, strme klife, pa peščene poti, pa položne plaže. Skratka, ta pokrajina je delovala dokaj pestra, raznolika in pisalo je tudi, da kdor ima vrtoglavico, najraje ne gre na pot. In lahko si predstavljate, če sem zelo iskrena, da me je bilo strah. Kaj, če sem mi tam, ker sem se odločila, da grem sama, kaj, če sem mi tam nekje sredi poti, ne vem kaj, zvine noga. Nisem vedela, a je to pot, ki je blizu kakšnih naselij. Teh informacij ni bilo. Samo to se je vedela, da so etape, kjer ti hodiš od ene ribiške vasi do druge. In je bila torej ta odločitev povezana s precej neznankami, ki so mi vzbujale rahel strah, pa hkrati vznemirjenje. In danes je vse to že osvojeno, prehojeno in prav veseli smo, da si lahko z vami delimo te občutke, ta spoznanja. In gospa Nada, takole, ko ste potovali najprej kam, verjetno v Lizbono? Ali kam ste leteli? Če je zdaj trenutek, da povem, kako je bilo to videti. Seveda, najprej na to pot se gre takrat, ko je pravo vreme. Tako piše tudi v navodilih. In jaz sem, potem, ko sem vse informacije zbrala, sem se odločila, da bo to čim prej, glede na našo žalostno pomlad, kakršna je bila letos, in hladno vreme in tako naprej, sem rekla, želim malo v kraje, kjer je topleje in na Portugalskem, seveda, ki ima sicer 800 km obale in je to, kot sem rekla, en del te dolge obale. Tam ni pozimi, tukaj vidimo na zemljevidu to obalo. Jaz sem jo prehodila od kraja Porto Covo do točke ob obali, torej do tiste točke, kjer je mesto Odesejš. Ta mesta imajo tudi taka zanimiva imena, kot bomo videli. Skratka,
Jaz sem to pot prehodila v 6 etapah in odločila sem se, skratka, da grem zgodaj spomladi, ker na Portugalskem nikoli ne pade temperatura pod 15 stopinj, tudi po zimi ne. In odločila sem se zelo zadnji hip, kar mi je stalo nekaj več denarja, vendar se je splačalo. Prišla sem tja v idealnem vremenu, okrog 23 stopinj in sem imela vseh 9 dni fantastično vreme in morda zato tukaj na sliki vidimo že mojo prvo postajo, kamor sem prispela iz letališča v Lizboni, ker je bilo treba zelo hitro s taksijem najti avtobusno postajo, ki je ogromna v Lizboni, in poiskati avtobus, ki me je odpeljal v tole izhodiščno vas, kraj Porto Covo, ki ga že vidimo na sliki. In tukaj vidite, Portugalci, tukaj je že začetek te poti, Fisherman's Trail v angleščini, po slovensko morda pot ribičev, ribiška pot. In to so že prvi zalivi, po katerih sem jaz začela svojo pot. Vidimo, da pot ni prav zahtevna fizično, vsaj kar se tiče vzponov. Vendar seveda, ko se zjutraj prav spočiti poženeš v hitrem tempu, ugotoviš, da ne bo šlo čisto lahko. Da morda ne bo ves čas šlo v takem tempu. Najkasneje takrat, ko prideš na področja, kjer je veliko peska, kjer imamo ogromne peščine in to je pa hoja, ki je podobna tisti po snegu. Ugreza se, pa malce drsi. Vsak korak se ugrezne in seveda to posebej čutiš zvečer. No in tukaj je že ena slika, ki kaže, kako jaz po kakšnih 3 urah hoje sem si le vzela pol urce na eni najlepših točk ob tem čudovitem Atlantiku, kjer je sicer morje komaj kakih 12 stopinj, vendar zelo osveži, ko si osvežiš noge po naporni hoji. No, tukaj vidimo na sliki portugalska tipična hiša. Portugalci so zanimivi ljudje, ne dajo prav veliko na ta svoj zunanji videz, če smem tako reči. Ljudje niso tako zelo urejeni kot pri nas, vendar so njihovi vrtički, vrtovi, hiše, notranjost hiš izjemno urejeni in to oni dajo torej veliko na ta dom, na vrt, na vse tisto, kar se dogaja za 4 zidovi in seveda na svojem dvorišču. Ja, to pravijo, da včasih je malo zelo veliko, ne? Ja, res. In seveda podnebje jim tudi dopušča te čudovite rastline. Tukaj pa zdaj že vidimo en tak pogled, sicer s Konjskega hrbta. To sliko so mi odstopili eni znanci, ki sem jih spoznala po poti ob celi tej obali in prva etapa poteka takole, en del tudi po plaži, piše v navodilih, zdaj boste šli 1 kilometer po plaži. In to je seveda fantastično, ker si čisto omamljen od teh zvokov, veste, Atlantik ni tako kot Jadran. Jadran je čudovit za kopanje in vsi ti zalivčki in borovi gozdički so čudoviti. Vendar Atlantik je pa mogočen, veličasten in meni je pravzaprav prvi dan sem bila prav omamljena od te mogočnosti narave. Valovi so tako glasno šumijo, da pravzaprav, če bi se pogovarjal, bi se skoraj težko slišal. Vreme je bilo krasno, oziroma jutranja oblačnost se je začela jasniti in je potem seveda bilo tako lepo vreme ves čas. Temperatura ravno prava, vendar prvi dan seveda še ne veš, kako hitro boš napredoval in tukaj vidimo na sliki še sreča, da so ta znamenja, modro-zelene črte skoraj na 200-300 metrov, tako da se izgubiti ne moreš. Je pa februarja zelo malo popotnikov, moram reči, da sem srečala kakšne 3-4 na dan, nič več in je to res bila ena taka malo samotna pot in tudi v navodilih piše, da je to pot primerna za ljudi, ki grejo sami na pot. In v resnici moram reči, da vidite, da je dokaj položna, nenevarna za hoditi.
Seveda, včasih se malo vzpenja, malo dviguje, greš tudi preko skal. Tukaj vidimo en čudovit zaliv, kamor hodijo sicer surferji. Portugalci imajo take, kar me navduševalo je, da je ta obala zelo neokrnjena, da je to največ, kar vidimo na obalah. Ne? Pri nas radi gradimo ali postavljamo razne barčke, razne točke, kjer ljudje nekaj počnejo ob obali. Pri njih me je to navduševalo. Pravzaprav razen na vseh, na celi razdalji 22 kilometrov, kjer so te vasi, imate samo 2 razgledni točki, kjer je en bifejček, sicer je pa obala popolnoma neokrnjena in pa taki leseni, mogoče take lesene potke zgrajene, da lahko prideš na neko točko in imaš tale fantastičen pogled, kjer vidite celo obalo pred seboj in ko vidiš, veš, da bo šel za tisti zadnji rt in si radoveden, kaj te čaka v naslednjem zalivu. In to je lepota te poti, da je izredno raznolika. Morda se bo zdelo, ko bomo gledali te slikce, da se ponavljajo prizori. Ampak to seveda ne drži. Spreminjajo se barve skal, spreminja se teren, ponekod so dolge peščine, potem imamo zelo ostre, strme skale, ki so včasih rdeče barve, pa črno-sive, ponekod kar tako malo grozeče. In moram reči, da ko človek hodi mimo teh prizorov, da se dobesedno občuti neko strahospoštovanje pred to naravo. In jaz upam, da se bomo ljudje znali zavedati, kako srečni smo lahko, da živimo na zemlji, ki nam daje take lepote kot tukaj. Videli smo tudi cvetje. Ta obala ni gola, čeprav tudi ni zelo poraščena. Spomladi je celo območje prekrito s takimi blazinastimi, zelo močnimi mesnatimi rastlinami. In ko hodiš po tej peščeni poti, ki je kar zahtevna, ker se ugreza, to pot obrobljajo te rastline. In ko misliš, da bi morda si pomagal tako, da bi malo šel s poti, ugotoviš, da če bi hodil po teh rastlinah, bi bila pot še bolj naporna, tako močne liste imajo. Vidite tukaj, ko pogledaš nazaj, na prehojno pot vidiš tako panoramo, kot jo vidimo. Kamor seže pogled, sami klifi, same pečine, pa vmes plažice in mogočno šumenje Atlantika, tako da to res veličastno. Mimogrede, ko ste omenili te čudovite rastline, cvetje, kako bi človek s prašnimi čevlji hodil po teh lepih cvetlicah, kaj ne? Ja, pravzaprav res. Ne gre skupaj? Seveda ne, saj tudi table opozarjajo, tako so zelo ekološko osveščeni. Vidite tukaj na sliki, hočem reči, mogoče nekaj čist praktičnega za tako pot, ki sem jo pač naredila. Pijača je bila? Ja, je potrebno imeti v nahrbtniku vsaj 2 litra vode. Jaz sem prvi dan malo podcenjevala pot in precenjevala sebe in sem imela samo 1,5 litra vode in sem bila na koncu res že skoraj malo dehidrirana, tako da sem začela sanjati o pivu, ki ga nikoli ne pijem, sicer zato ta fotografija. No, potem seveda, ko sem končno uspela spiti najboljše pivo v svojem življenju, sem nadaljevala pot čez zadnjih 2 kilometra. Zelo redka so taka majhna pristanišča, kot tukaj ribiška pristanišča, kjer ribiči vse dajejo, vse čolne dajejo ven, ker je ta moč oceana je tako velikanska, to se sploh ne predstavljamo, ker je čisto drugače kot na primer Jadran. In ko gledaš te ribiče, se čudiš njihovemu pogumu. Ne samo, da mnogi lovijo na zelo strmih pečinah ali celo na skalnih čereh, kjer nabirajo ene posebne školjke, mislim, da se jim reče račje školjke, in menda porcija teh školjk stane 250 evrov nekje v Evropi, nekje tam v Lizboni morda kakšna ničla stran, ampak kljub temu to so
najredkejše školjke. Jaz jih nisem poskusila, ker nisem ljubiteljica, ampak kdor gre na Portugalsko, kdor gre sam na to Roto Vicentino, na to pot, seveda, in če je ljubitelj ribo, prišel na svoj račun. Tudi rib ne marate? Ribe pa maram in te sem poskusila in lahko zatrdim, da so res, da tukaj res gurmani lahko pridejo na svoj račun in to za po precej ugodni ceni. Recimo koliko pride kakšen? Ja, lahko povem, da sem šla enkrat, mislim, da tretji dan, sem seveda v tistih majhnih restauracijah se takoj vidi, da so tam v glavnem pohodniki in smo se našli pohodniki iz Avstrije, Francije, Švice, Nizozemske in sem se pridružila še jaz in smo šli skupaj na večerjo in večerja z ribo, prilogo in kozarcem vina je stala 7 €, tako da mislim, da je to... Zelo ugodno. Da sicer so na Portugalskem cene okrog 20% niže kot pri nas. Španija je dražja, to vem. To ne vem, Ker sem jo preizkusila. nisem bila v zadnjih letih. Še en tak lep pogled iz tega podesta oziroma stopnic, ki vodijo do zaliva, kjer se poleti največ zbirajo surferji. Ja, pogoji so takšni, Ja, da lahko na tem. izkoristijo vse to potem v svoj prid. In takšno potovanje, gospa Nada, sami hodite, vse si organizirate, razmišljate, vsak večer verjetno za naslednji dan pripravite načrt, Ja. kako in kje boste hodili. Vas to potem verjetno dviga v tistem pomenu odkrivanja, tudi na vse zadnje neke hvaležnosti, da ste danes uspeli priti kar precej kilometrov, ker čez 20 kilometrov, da prehodiš na dan, ni tako malo. Sploh še po nekem neznanem področju, ker obvladaš, gre hitreje. Da vas je to sproti gradilo kot zelo samozavestno pohodnico in ti strah od doma se je razblinil najbrž, kako boste zmogli? Ja, res proti pričakovanju ali pa skratka, moram reči, da sem bila presenečena, kako je vse dobro delovalo. In organizacija, tukaj vidimo to oznako, ta oznaka me je vedno znova sprostila, saj v tistem predelu, ki je zelo peščen, tako puščavski. Ja, mogoče nekaj minut nisem videla tega znaka in sem že tako rahla panika me je začela grabiti in ta znak seveda zmeri sprosti ta občutek, na pravi poti sem. In to je edina stvar, ki sem se v tem kdaj prestrašila. Imela sem zelo dober občutek pri ljudeh. Portugalci so zelo prijazni ljudje in tudi pohodniki, ki sem jih srečala, so bili vsi tako zelo prijazni. Navezovali smo stike, se pogovarjali, ampak kot sem rekla, teh ljudi je bilo zelo malo. Ker je bil tak čas, da pohodniki še niso v polnem zamahu prišli na obalo, ker najboljši čas za to pot je nekje od marca, celo leto se lahko gre, vendar razen julija in avgusta. Ampak marca in aprila pravijo, da je najlepše, ker takrat vsa ta blazinaste rastline cvetijo v najbolj živih barvah. Ko sem jaz prišla, so se začele posamezne rožice odpirati in že takrat je bilo lepo, kot bomo kasneje videli. So bile pa recimo mimoze v polnem razcvetu. Tukaj vidimo, da en del poti pa gre takole lepo po polju. Portugalci v tem predelu se večinoma ukvarjajo s poljedelstvom, ovčjerejo, govedorejo in z ribištvom. Tako da je res ena taka zelo prijetna pokrajina, kjer samo hodiš brez posebnega napora in zdi se mi fantastično, ko čutiš, kako tvoje telo uživa v tem stalnem gibanju. Ne vem, kdaj si lahko v življenju privoščimo, da vsak dan v enem zmernem tempu hodimo, brez hudega napora, razen vročina, ker je, če bo šel kdo na to pot, res ne sme brez sončnih očal, pokrivala, zaščitne kreme, zelo dobro so pohodniške palice in visoki čevlji. No, tukaj na sliki pa že vidimo moje prvo etapo, konec prve etape je bil v majhnem mestecu
Vila Nova de Milfontes, vidite zelo zveneča imena, in to mestece je ob izlivu reke Mire, tam na koncu se vidi, kako ta reka prehaja v Atlantik. To je eno čudovito mesto s krasnimi panoramami, starimi stavbami, kot vidimo tukaj, seveda polno cvetja, tako da sem res uživala v sprehodih in sem si kar vzela. Tja sem prišla okrog 5 popoldne, tam smo tudi videli en lep penzion, zelo prijazni domačini, ki so me kar povabili, naj si postrežem iz njihovih dreves na dvorišču, seveda pomaranč in limon, in to je tudi nekaj, kar je najbolj osvežujoče po taki poti. Moram reči, da ko tako hodiš 8 ur, ko ste me prej vprašali, jaz sem se tako počutila, kot da sem v nekem transu, kot da celo moje telo na novo vibrira, res sem se krasno počutila. No, tukaj pa že vidite, naslednjo jutro sem se odločila, da ne bom šla okrog, ker bi morala kar velik ovinek narediti, da prijem na drugo stran, in sem se odločila za prevoz s čolnom čez reko. Tukaj vidimo čolnarja, njegovo ženo, kako sta zjutraj, sta rekla, da morate najprej nahraniti te mačke, potepuške, tako da smo počakali, no, potem pa smo šli, pravzaprav smo bile samo 3 turistke, ki smo šle na tale čoln. In tudi to blagodejno vpliva na človeka, da imaš zelo neposreden stik pravzaprav z vodo, zelo prijazni, nežno valovi. Ja, čez to reko smo se pripeljali, to je pa toast po portugalsko. Zanimivo. Ja. Kruha nimajo takšnega kot mi? Imajo takšen kruh, ampak pač v tej restavraciji je bil kar kruh namesto toasta. No, tukaj vidimo pot, kjer v resnici na desni strani slišimo ocean, na desni strani te poti, na levi so pa neskončna polja in tam se pasejo ovce, krave, skratka, spomnim se tega jutra, bilo je čudovito, lepo vreme, ogromno cvetja, ptic, skratka, tako pravlično jutro, ko kar poletiš, tako kljub temu, da si bil prejšnji dan utrujen, potem drug dan kar poletiš. Seveda tudi živali, ptice so vedno tam, kjer je mir, kjer ni več ljudi, kjer so naravni pogoji, in vse to potem okrepi ta občutek, da si zelo povezan z naravo. Okrog 30 vrst ptic tukaj živi in seveda na Portugalskem vse to cvetje, ki ga tudi pri nas na vrtovih srečamo ravno zaradi podnebja, kot vidite, to cvetje morda poznamo iz vrtov, je tam 2-krat večjih dimenzij. Tako da je res užitek gledati. To je pa en pomarančevec na dvorišču tega apartmaja, kjer sem prespala. Kaj pa ob sami poti? So tudi nasadi pomaranč ali ne toliko? To je vse bolj na vrtovih, ob hišah, ki jih pa ni, ob poti praktično ni hiš. Ko narediš kakšen ovink, ki jih vidiš, ali pa ko se peleš. Tako da ob poti, kot sem rekla, grmičev je, te nizke rastline, pač odvisno, kakšen je teren. Tako da to je vse posneto v sami vasi, v samem kraju, kjer pa ljudje res urejajo te svoje vrtove, radi imajo to cvetje. To se vidi, ja. To je pa ena puščavska rastlina, zelo mesnata, ostra, lahko stopite na njo, pa se ne bo razletela. Se bo noga prej mogoče. Ja, prav za nogo je neprijetno, tako da vidite, življenje najde pot, vse posod. In vse je usklajeno vedno v naravi. Ja, zelo neverjetno. In ta harmonija se potem, vidimo spet eno tako rastlino, ki je seveda pri nas tudi poznamo, ampak tam so precej večje. To je bolj portulak, nekaj takega. Ja, nekaj takšnega, ja. Vse, ko bi človek bil lahko usklajen z naravo, brez vseh teh nadomestkov, tujkov, ki jih imamo v življenju, sem prepričana, da bi veliko bolj radostno prehodili svojo življenjsko pot. Res je, v naravi je vse v ravnovesju, je vse prav, je vse v pravi meri in predvsem narava je res vir življenja, dobesedno vidimo tukaj, kako življenje valovi in ko hodiš, ni nič drugega kot to. Pravzaprav ves dan ne pomisliš, da bi moral kaj telefonirati, gledati na splet. Ne vem, meni je bilo tako, kot da bi gledala en čudovit film, v katerega sem čist padla. No, poglejte, tukaj je pa seveda en bolj nevaren pogled.
tole je bila čist navpičen, Stena. prav navpična stena in vidite te kar malo grozeče skale, tako da pokrajina se ves čas spreminja in če bom šla še kdaj, bom vzela s seboj daljnogled in če kdo gre, je to zelo priporočljivo, namreč na tistih ostrih skalnih konicah gnezdijo ptice in v tem času sem jih videla, ampak jih nisem mogla slikati, ker nisem imela objektiva, tako da obstajajo en beloglavi orod, tako kot tudi pri nas na Jadranu, ki gnezdi samo na najbolj nedostopnih konicah in se ta gnezda vidijo, tudi s prostim očesom. Vidite, takole gre del poti, pa čist po robu teh pečin. Ni pa nobenih ograj, tako da je treba biti kar previden. Seveda treba je biti previden in ni pa nevarno. Zdaj, seveda, kdor ima res kakšen, kdor se boji teh višin, morda, ampak jaz moram reči, da kar se tega tiče, res ni bilo nič nevarnega. Pa tudi takole, ko gledamo te barve, naenkrat oranžna, prej zelena, a ste imeli čopič zraven, da ste se to vmes spremenili? Ne, to me je navduševalo in ko sem tretji dan tako hodila, sem rekla, saj zdaj pa najbrž ne bo več tako zanimivo, ampak vsak nov zaliv ponudi en nov prizor, nove barve. Poglejte tukaj posnet z vrha eno tako gnezdo. In če ste se kdaj vprašali, kam letijo štorklje po zimi, potem je odgovor tukaj. Na nekem travniku, mimo katerega sem šla, sem videla tako kolonijo štorkelj, da še v življenju ne. In kar po tleh so se sprehajale, tudi gnezdile na tleh, ker očitno tukaj prezimujejo, seveda je imela zima. In bilo jih je gotovo 300. Je fantastičen posnetek. No, vidite, še ena taka panorama. Zanimivo je pa tudi to, sem opazila, prav ta oznaka, markacija poti, kako usklajeni barvi, zeleno-modra. Bi rekel človek, sej skoraj premalo vidno, ampak kako povezano z naravo in kako sporočilno. Oni so dali, ob tej obali potekate dve poti, oziroma ena teče tik ob obali in ta označena modro-zeleno je pot ribičev. Potem pa obstaja še tako imenovana zgodovinska pot, ki je 400 km dolga in se v nekaterih krajih dotika te poti, križa z njo. No, in ta je pa označena s rdeče-črnimi oznakami in ponekod vidimo oboje. Je prav zanimivo. Kar mi je bilo zelo všeč, česar še nisem videla, pri nas mogoče vi, če hodite več v hribe, da zdaj tudi, če so kje razcepi, imate tudi znak, ta modro-zelen, ki je prečrtan, kar pomeni, da je tukaj napačno, da ne v to smer. In to je zelo prijetno. Oziroma, varno se počutiš. Poglejte še en takle prizor, tole me je res očaralo. To prevzame dušo človeka. Ja, vsa ta harmonija morja, vetra, sonca, skal, peska, tako, da bi človek samo gledal in strmel. Vidite, pozno popoldne, kakšna panorama, kako daleč seže pogled in seveda škoda, da ni zraven zvokov. Ta zvok je bil neverjeten. No, tega si bomo predstavljali, vsak po svojih sposobnostih. No, potem tukaj vidite en delček poti, pa gre celo skozi Borov gozd, pa potem skozi eno nizko podrastje, tako da imaš občutek, da hodi skozi džunglo, skozi en tunel grmovja, kot bomo videli. Skratka, tudi pot je zelo raznolika. So kakšne divje živali, mogoče v gozdu? Razen martinčkov nisem videla ničesar, menda je pa tudi precej zajcev, ampak drugega pa tudi nič. Pohodnico smo prepoznali, predano hodi, to vidimo. Da imam dokaz, da sem bila res tam. Brez dvoma. Vidite v ozadju panoramo. Seveda pravijo, da kdor hoče, ta vedno uspe. Vidite, tole grozečo skalo v morju, tole je bilo kar malo strašljivo.
Ja, vse to je nastalo pravzaprav z vsem tem gibanjem vsega in včasih so res zanimive oblike Ja, teh neverjetno, skal. res. Lahko dostikrat opazimo res posebne oblike. Sonce vas je grelo, to se vidi. Koraki so se premikali. Vidite, tipična pot, ta peščena ob obali. Pa ni to nobeno blato, ampak samo Ne, bolj to je mivka. pesek, ki se ti pa tako izpodriva pod stopali, tako da so obvezni visoki čevlji. Če imaš nizke čevlje, imaš potem tudi polno peska v čevljih. Ampak vi ste zapisali, da ste si nekaj peska prinesli tudi domov. Ja. Zakaj? Zato, ker nisem sicer vraževerna, ampak sem rekla, da če bom malo peska pustila v čevljih, potem se bom še vrnila. In to je ena tistih poti, kamor bi pa v resnici šla, ne samo zato, ker ni tako daleč kot kakšna druga moja potovanja, kjer letiš z avionom 18 ali 20 ur, ampak si v 3 urah tam, ne? Do tega, da so vsi pogoji taki, da so mi všeč, kar pomeni neko res čudovito naravno okolje, vse drugo, kar popotnik potrebuje na poti. In res verjamem, da bom še šla. Poglejte, tukaj vidite, so začele cveteti mimoze in na nekem delu poti sem prišla na eno pot, ki je bil pravi drevored mimoz, ki je bil dolg kakšne 3 kilometre. In lahko verjamete, da na koncu sem bila že na pol omamljena od tega vonja in čisto očarana od te rumene barve, od teh grmov. Sončna barva, Ja, zelo lepo je ki bilo. krepi. Drugače ste tudi ljubiteljica cvetja, Ja, seveda, poglejte ker tako to. navdušeno potem tudi Ja, to opazim. poveste, a ne, ker In rada grem na take potovalne destinacije, kjer je narava lepa, ne vem, všeč mi je bilo na Madeiri, kjer je tudi tako bujna narava, ali pa kje v Aziji, ali pa Indoneziji tudi, kjer je zelo bujna. pogoji so tam takšni, Ja, da lahko narava se tukaj bohoti. vidimo eno tako hišo, kako veliko dajo Portugalci na vrtove, na to, da je okolica takole cvetoča in urejena. Ja, vsekakor, vse, kar je v človeku, se odraža tudi navzven, pravim, in to se vidi. Zbirališče, en tak hostel, vendar tukaj so hostli, moram reči, zelo lepo opremljeni. Ponavadi Portugalci so sploh zelo kreativni, tako pri lokalih, kot morda bomo videli kasneje, tudi pri svojih spominkih, pa pri imenovanju ulic. No, poglejte, to je tipičen portugalski spominek, če greste tja, ne samo, da se najeste rib, ampak je treba kupiti tudi kakšno ribjo konzervo, ker jih res zelo v velikih količinah izdelujejo, no, in tam smo videli eno tako duhovito embalažo. Tukaj pa vidite, imamo trg ribičev, te njihove table za imena ulic so nekaj posebnega, vsaka ima drugačen okras, no, in tam v enem kraju, Zambujeira do Mar se imenuje, so imele ulice posebna imena, od trga trga ribičev do ulica Milosti in potem bomo videli še vodnjak ljubezni, ulica vodnjaka ljubezni, so rekla, evo. Vse, in milost je tudi kakšna kava ali kaj vmes. Ja, in to je bil en tak lep trenutek, tam sem srečala eno gospo, ki je sicer po rodu iz Nemčije in je rekla, da odločitev, da bo živela tukaj, je bila njena najboljša odločitev in mi je ona podarila to guavo, to je ta rastlina oziroma ta sadež, ki ne raste pri nas, ampak samo tam. Tole pa nekaj, kar je treba na Portugalskem poskusiti. Tukaj je tipična jed je bakalar, to je ta riba, ki jo oni posušijo in potem pripravljajo menda na 365 različnih načinov.
To je bil en moj poskus, vendar se je malo čudno končal. Jaz sem mislila, da bo toast z bakalarjem, dobila sem pa takole miško, v kateri je bil menda tudi bakalar, čeprav ni bilo posebnega okusa. Ampak je pa zanimivo poskušati jedi, ki jih ne poznaš. No, vidite, tukaj je zdaj eno tako posebno ime. Vse tudi imena dajejo energijo prostoru. Kot sem rekla, so res Portugalci duhoviti, kreativni pri teh imenih. No, vidite, takole je bil videti moja oprema po koncu dneva. Brez čepice na glavi ne bi bilo priporočljivo hoditi. Sem srečala popotnike, moške, ki so imeli manj las in hude opekline po glavi. Tako da res še en tak res impozanten prizor, ko se ti zdi, da bi lahko samo pol ure sedel in opazoval, ampak ker ne veš, koliko poti je še pred teboj, si ne upaš predolgo uživati. In vmes gotovo nikoli niste imeli slabega občutka, tako brezvoljnega, vas je vedno na novo? Kot sem rekla, samo prvi dan sem se res malo prestrašila, koliko časa bom še hodila, ker sem bila tako žejna, da sem se bala, da zmanjkalo mi je vode. In je bilo še 5 kilometrov, ampak po tistem pesku in ko ne veš, to ni tako 5 kilometrov je veliko. Ja, je lahko v vročini, tudi teh 23 stopinj je sredi peska, se tako čuti kot 30. Vem. Zanimivo. Ali v kakšnih skalah je še hujše. Ja, tudi verjetno. Vidite tule, kako pestro pisano rastlinje je in spet čisto drugačna obala, kot smo jo videli prej. Pa valovi, ki so lepo se penijo. Tako in greš takole po robu, pelje pot, ves čas ob obali. Pa ste vmes zdaj skočili tudi v morje, ne? Samo prvi dan, ko je pot šla res po plaži, dobesedno po plaži si hodil 1 kilometer in se nisem mogla kaj, da ne bi... Seveda, tule je pa sam pristop zahteven in je rizično. Tukaj pa sploh ne prideš do morja, tako da Atlantik seveda ni za ljubitelje kopanja, je pa za ljubitelje narave. Pa jadranja. Ja, tudi jadravcev. Jaz jih nisem prav veliko videla, ker mislim, da zna biti precej nevarno. Ima svoje značilnosti, ja. Tako da občudujem ribiče, ki hodijo tukaj loviti ven. To je verjetno precej nevarno, tvegano početje. Vidite, kje gre ta pot. Tudi lepo je nadelana. Ja, pot je res zelo lepo. Vidite, takole je pa videti tisti manj prijeten del poti, ko narediš 2 koraka naprej, pa enega nazaj. Je pa mehko. Ja, to pa je. Kaj pa žulji? Niso bili prisotni? Ne, jaz sem imela čist nove čevlje, ampak sem si vzela celo lekarno s seboj, sem si zelo pazila, da me nikjer nič ne tišči in moram reči, da sem bila res navdušena na čevlji, ker me niso ves čas nič ožulili. Res sem imela srečo. No, še en tak lep pogled. Vmes pa niste čitali kakšno knjigo ali ste tudi nosili zraven? Sem rekla, da sem na avion nesla tole knjigo. Pravijo, da je dobro, da je treba nekatere knjige brati na določenih mestih in vzela sem tole čudovito knjigo, ki me je res očarala. Sem začela brati na avionu proti Lizboni. To knjigo mnogi poznajo, tudi film z naslovom Nočni vlak v Lizbono. Pascala Mercieja, sicer je švicarski avtor, ki je pa veliko raziskoval življenje na Portugalskem, no, in mene je ta knjiga res očarala, tako da jo zdaj že drugič berem. Pa tako mimogrede, gospa Nada, sem tudi nekje zasledila, da ste v kratkem času nekako osvojili kar rekord prebranih knjig. A ja, kako pa je to izgledalo? To se mi zdi, da kar spada k mojemu delu, da niti strokovno, niti se pravi, ko imam svoje delavnice izobraževanja, sploh ne morem delati, ne da bi skozi nekaj študirala, nekaj novega raziskovala, sicer pa imam zelo rada leposlovje in letos sem po veliko letih sem se spet
malo vrnila k svoji stari ljubezni in sem res prebrala veliko knjig, tistih leposlovnih, ki sem jih prejšnja leta malo zapostavila zaradi drugih obveznosti. In 304 knjige je zapisano. A ste to čitali vsak dan? Ja, pred spanjem vsak dan, na dopustu več. Ampak jaz zelo hitro berem, to je treba vedeti, že kot otrok sem zelo hitro brala in zato se mi to nič ne zdi posebnega. Tudi, a veste, če berete eno pesniško zbirko, zato ne rabite veliko, ampak potem se vračate k tistim pesmim, ki so vas posebej očarale, tako da ja, ta razmišljanja vedno potem ukrepijo, vse tisto, kar je napisano, ker vsak ima svoj pogled na prebrano. To je ta posebnost tudi ta umetnost literature. Ugotavljam, kako mnogo obrazov življenja nam kaže in kako bi bilo lepo, če bi več brali. Ker preko strokovnih knjig sicer spoznavamo neke univerzalne resnice, ampak kako pa vidi in doživlja to življenje posameznik, to je pa preko leposlovja lahko in umetnost daje to, čemur pravimo lepota in tudi v nas vzbuja ta občutek lepote, zato sem vesela, da se spet vračam bolj k leposlovju v zadnje čase. Rekli ste, da ste kar 20 knjig izdali oziroma ste bili urednica, prevajalka, avtorica. Tule imamo tudi vašo avtorsko knjigo Rdeča nit, to je verjetno najnovejša vaša knjiga. Ja, to je zadnja napisana. Ki govori v pomenu spoznavanja kreativnosti samega sebe ali nekaj takega. Knjiga, ki kaže na to, kako skozi naše življenje teče neka rdeča nit, neke stalnice in kako mi to rdečo nit, če živimo usklajeni s seboj, lahko ves čas ohranjamo, če živimo v skladu s seboj, se pravi, če živimo to, kar je nam res dragoceno, kar je naše darilo temu svetu. In to je knjiga, ki je tudi bolj, jaz bom rekla, didaktično zasnovana. Zdaj, ko se ukvarjam tudi s kreativnim pisanjem, spet ugotavljam, da sem že takrat razmišljala, kako je pisanje pomembno za vsakogar od nas, pa ne v tem smislu. Danes v Sloveniji izide, mislim, da več kot 500 knjig na leto in kmalu bomo imeli več knjig kot bralcev. Ni potrebno, da vse, kar napišemo, da je namenjeno objavi, ampak je pisanje en čudovit način, kako lahko damo in svoje želje, in svoje načrte, cilje, pa tudi tisto, česar več ne potrebujemo. Morda imamo kakšne stare vzorce razmišljanja in vse to lahko odložimo na papir. In v tem spoznavanju sebe nekako nastaja tudi v človeku mir. Točno to. Takrat si iskren, takrat se prepoznaš, čutiš in se okrepiš v tistem zavedanju res dragocenosti sebe, ki je povezana z naravo, ki jo tudi midve danes takole predstavljava in tole vaše čudovito potovanje po Portugalski, ki je bilo vse skozi prepleteno z morjem, z rastlinami, z rožami, tudi z ljudmi in vedno, ko pridemo nazaj, kot ste že rekli, smo drugačni, smo obogateni. Kakšna sprememba se je pa pri vas čutila potem, ko ste se vrnili? Jaz sem opazila, da sem veliko bolj mirna v sebi, da sem bolj osredotočena. Tukaj le vidite še eno kreativnost Portugalcev. Imajo vino pozabe, vino amnezije. Sem se prav smejala, ko sem to videla in sem fotografirala. Jaz nisem šla ravno tja pit vina pozabe, ampak sem vseeno, ko sem šla na pot, rekla, morda pa je čas, da zaokrožim eno poglavje svojega življenja in ko pridem nazaj, bom videla, v katero smer me bo odneslo, kaj novega me čaka. Nekako sem čutila, da je to leto čas, ko prihajajo neke nove priložnosti in možnosti v moje življenje in to se je potem res kar kmalu začelo dogajati. Domnevam, da se s tako hojo zares prizemljiš, da zares si v tu in zdaj to, kar danes to govorimo,
pa sredi množice vseh informacij, sredi socialnih in drugih medijev, ki nam podtikajo tuje resnice, tako da pozabimo nase, na svoj notranji glas, na svoj jezik. Jaz pravim temu, da je treba spet slišati in najti svoj osebni jezik in glas. In kje je lepši kraj in boljša možnost kot takole v naravi, kjer si sam samo s šumenjem valov. Res, to je bilo zame izredno navdihujoče in seveda dobila sem tudi ene dobre ideje, ki jih še zaenkrat, dokler ne dobijo bolj konkretne oblike, ne bi rada razkrila, so pa vezane na pisanje, na... V to verjamem in tudi drugi, ki vas poznajo, se gotovo že tudi veselijo vsakega vašega novega dela, ki bo nastalo. Vsekakor pa pravijo, da duša vedno prebiva lahko v lepem, v čistem in takrat se razcveti. In takole vse tele lepe podobe narave po tej poti ribičev, ki smo jo danes razkrili v naših popotniških razglednicah, so ena od možnosti, da se človek temu približa. Zelo priporočate najbrž ljudem, da to spoznajo. Ja, res, najbrž s takim navdušenjem govorim o tem, ko se pogovarjam z znanci, tukaj sem že na postaji, ko se vračam proti Lizboni, ampak se mi zdi, da res veliko ljudi, ki sem jim o tem pripovedovala, so se že navdušili in pravijo, da bojo šli na to pot. In jaz se res vsem zelo priporočam takim, ki niso trenirani tako kot jaz, kjer sem odkrila, da kljub mojim srednjim letom, da se prav zlahka znajdem v nekem velikem mestu, saj sem že dosti potovala, ampak vseeno je bilo tukaj precej neznank in drugačni načini potovanja. Tukaj ni bilo agencije, ki ti vse zorganizira in je bilo treba pač se voziti z avionom, taksijem, avtobusom in potem vse te drobne stvari morajo biti usklajene, da ti lahko nemoteno potuješ in hodiš. In vse je delovalo 100% in ta njihova, kdor bo šel na to pot, te informacije res popolnoma držijo. Tudi avtobusno vozovnico si lahko rezervirate po spletu in to je ena velika prednost te naše tehnologije. Ampak ta tehnologija omogoča, da lahko v miru, da se lahko v miru odmakneš od vsega tega gozda informacij in se spet povežeš s seboj in potem res prideš nazaj kot nov. In kot ste omenili, vsa ta usklajenost, ki vas je spremljala pri sami zunanji obliki vašega potovanja, se zelo čuti tudi v vas samih. Zato sem prepričana, da vas bo še naprej negovala ta čutnost lepote, ta ustvarjalnost, ki jo nosite v sebi, predvsem pa tudi jezik, beseda, ki je osnova vsega. In kot sem na začetku rekla, na začetku je bila beseda in iz te besede potem gradimo lahko največ. Zato, gospa Nada, še seveda čestitke tudi k vaši prehojeni poti v veselju in pričakovanju, da se bo to še na drug način nadaljevalo, da vas tudi spremlja zdravje in ustvarjalnost vse povsod. Predvsem pa to, da širite tisto, kar vam je podarjeno in vas vsa ta hvaležnost nekako tudi krepi v vsem, kar morate opraviti. Hvala za te lepe misli in za povabilo. Dragi naši prijatelji, vedno je potrebna potrpežljivost, kadar se usmerimo v to, da bi bilo nekaj lepo in dobro. In tako, hvala lepa seveda za vašo potrpežljivost in pozornost, da ste prisluhnili naši oddaji. Vsekakor se tudi sami odprite vsemu dobremu, zdravemu in lepemu, predvsem pa se veselite vsakega trenutka, ki vam je podarjen. Naj vam bo povsod lepo, se vidimo prihodnjič in naj vas spremlja veselje življenja. Pa srečno povsod. Cheia de gente, a casa da Mariquinha.